Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji v studiu TV Slovenija, gospa Nataša. Danes je ključni dogodek dneva, prav gotovo odprtje na eni strani vrtcev in šol, pa tudi dijaških domov. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport in njeni sodelavci so danes aktivni na terenu. Pričakujemo pa lahko, da se nam bo že jutri pridružila na novinarski konferenci s prvimi informacijami o poteku vzgojno-izobraževalnih programov ob tem pomembnem korona mejniku. Obenem se postopno sproščajo dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Z današnjim dnem se namreč odpirajo vse prodajalne, vključno s tistimi v trgovskih centrih. Tudi manjši nastanitveni obrati, do 30 sob se aktivirajo, notranji prostori restavracij in gostinskih lokalov in nekatere druge storitve v turizmu. Usklajuje se tretji sveženj ukrepov proti posledicam novega koronavirusa, ki ga vlada predvideva obravnavati že na svoji jutrišnji seji. Jasno je, da je dogajanje in usklajevanje v teh dneh izjemno veliko. Pri našem delu pa prevladuje skrb za to, da preprečimo ponovno vnos virusa v državo in njegovo razširjanje med nami. S tem namenom je vlada včeraj spremenila in dopolnila odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19. Se pravi na mejnih prehodih, na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odpiranje mej bo, razen za državljane Republike Slovenije in tiste tujce, ki stalno ali začasno bivajo v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Prenovljeni odlok tako državi daje diskrecijsko pravico, da državljane EU na meji tudi zavrnemo, če v Sloveniji nimajo začasnega ali stalnega bivališča. V nadaljevanju je Nacionalni inštitut za javno zdravje zadolžen za oceno epidemiološkega stanja v vseh državah, najprej pa v sosednjih državah. Vlada pa bo skrbela za tehnične dogovore s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in vsemi državami šengenskega območja, ter se seveda odzvala tudi na morebitni splošni dogovor na ravni Evropske unije. Na podlagi sporazumov bo vlada pripravila in redno posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo. Naj povem, da NIJZ že pripravlja strokovno presojo epidemioloških slik naših sosed, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo pa se prav danes na temo dogovorov s sosednjimi državami pogovarja z avstrijsko kolegico in z madžarskim sogovornikom. Včerajšnja dopolnitev odloka razrešuje tudi izzive sektorja prevozništva, kjer so številni delavci državljani drugih držav, predvsem iz jugovzhodne Evrope. Ker odlok med izjeme, ki se jim ob vstopu Slovenije ne odredi karantena, uvršča tudi osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, lahko mednarodni promet nemoteno poteka naprej. Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da ponovno vnos virusa preprečimo. Doslej smo bili namreč skupaj zelo uspešni. Danes je v slovenskih COVID-19 oddelkih bolnišnic le še 25 bolnikov, od teh pa je le še 5 takih, ki so hudo bolni. Od včeraj je bil tako en bolnik odpuščen v domačo oskrbo, testiranja niso potrdila nobenega novega okuženega, virus pa tudi ni zahteval življenj. Kako bodo spremembe potekale v praksi in kakšne načrte ima za izvajanje teh ukrepov policija, nam bo danes povedala gospa Melita Močnik, vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije. Prosim gospod Močnik za njeno predstavitev. Kot običajno pa bo seveda po koncu predstavitve odgovorila tudi na vprašanja, vkolikor vprašanja v studiu TV Slovenija imamo. Prosim, gospa Močnik.
Dober dan. Gospod Kacin je uvodoma že nakazal kar nekaj izhodišč pri izvajanju odloka, ki je začel veljati 14.5. oziroma je bil tem dopolnjen in spremenjen preko vikenda. Na začetku morda samo še enkrat, da je prehajanje meja notranjih z Madžarsko, Italijansko republiko in Avstrijo ter zunanje z Republiko Hrvaško trenutno dovoljeno le na določenih kontrolnih točkah in na mejnih prehodih, ki so odprti. Kontrolne točke, delovanje, njihove ure obratovanja in pa širitev kontrolnih točk sproti usklajujemo z sosednjimi državami. Edina že znana razlika je, da je na vseh mejah izven kontrolnih točk in mejnih prehodov dopuščeno prehajanje dvolastnikov z namenom opravljanja dela na njihovih parcelah, zemljiščih, ki se nahajajo zunaj meja naše države oziroma seveda v nasprotni smeri tudi za državljane Avstrije, Madžarske in Italije, ki imajo svoje parcela in zemljišče na našem ozemlju. Kar se tiče pogojev vstopa, bi želela seveda potnike razvrstiti v 3 različne skupine. Najprej za državljane Republike Slovenije velja, da ni nobenih omejitev za prestop meje. Seveda se od njih pričakuje, da sledijo ukrepom in navodilom NIJZ-ja in da v primeru, kadar bi bili lahko okuženi, sledijo napotkom, se javijo svojim zdravnikom in počakajo na njihove ukrepe, kakor tudi seveda, da takoj ostanejo v karanteni in s tem prispevajo k omejevanju morebitnega širjenja virusa. Kar se tiče za slovenske državljane, ki nimajo urejenega bivanja v Republiki Sloveniji, velja enako, s tem, da seveda, da je potrebno, da jim postavijo naslov, kjer bi se ta karantena potem lahko tudi izvajala. Kar se tiče drugih državljanov Evropske unije, pri njih ponovno seveda tisti, ki imajo stalna in začasna bivališča urejena v Republiki Sloveniji, so v ukrepih izenačeni z državljani Republike Slovenije. Če pa temu ni tako, potem seveda imamo možnost ugotavljati ukrep morebitne zavrnitve vstopa, če bi seveda prišlo do tega, da bi kazali ob vstopu izrecne znake okužbe oziroma kakršnega koli drugega obolenja in potem seveda se naprejšnje ukrepanje skupaj dogovarja z NIJZ-jem. Drugače seveda je pri državljanih tretjih držav. Gospod Kacin je že uvodoma povedal, da zdajšnji dodatni sprememba odloka rešuje tudi nekatere življenjske okoliščine, ki so seveda omejevale izvajanje določenih gospodarskih nalog, predvsem prevozništva, kjer je Republika Slovenija seveda zaposluje kar nekaj oseb, državljanov tretjih držav. Državljani tretjih držav načeloma morajo izkazovati še vedno nujnost razlog potovanja v Evropsko unijo na zunanji šengenski meji, kar pomeni, da lahko vstopajo tisti, ki imajo nujne družinske razmere, tisti, ki prihajajo k nam z namenom opravljanja prevozništva in drugih gospodarskih razlogov, tisti, ki imajo stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Drugače, seveda se na zunanji meji pri njih ugotavlja ne samo zdravstveno stanje, ne samo njihov namen potovanja, ampak tudi vse razloge vstopa v skladu z šengenskim zakonikom. Morda še glede na to, da odlok izrecno ne govori o šengenskih pridruženih državah oziroma govori samo o državah Evropske unije, naj povem, da se ista določila odlokov, kot veljajo za družinske člane državljanov Evropske unije, tudi družinske člane državljanov Republike Slovenije in pa seveda
veljajo tudi za pridružene šengenske države, kar pomeni Švica, Liechtenstein, Norveška in Islandija.